Vita, živijo, Mojca zopet z vami. Evo, tretji del nadaljujem od prejšnjega videa. Torej, govorili smo o treh za mene najpomembnejših stvareh. Gibanje, dihanje in voda. Tokrat bomo majčkeno več povedali o gibanju. In imam za vas najprej eno vprašanje, in sicer koliko se dnevno gibate, koliko v bistvu vam je sploh pomembno gibanje, ali ste v, bom rekla, tistem stresnem krogu, kjer v bistvu se gibate stiski s časom in samo laufate iz enega konca na druga, iz ene obveznosti na drugo, in potem za vas nikoli ni dovolj časa, da bi si vzeli, da greste v naravo, da greste na telovadbo, ne vem, da greste na sprehod in si tako vzamete nekaj časa za sebe. Namen tega videa je, da vas spodbudim, da majčkeno začnete razmišljati tudi o tem, da enostavno pretrgate te svoje obveznosti in si odtrgate od njih in si rečete, zdaj pa stop, zdaj sem pa jaz na vrst, in si privoščite tudi nekaj zase. Tako da to vam res ful polagam na srce, da enostavno greste in si utrgate čas zase in greste na telovadbo in greste v naravo, na sprehod, na kolo, ne vem, karkoli vam je že v tisto močno sprostitev z gibanjem. Torej, vsak dan človek rabi gibanje. That's the fact. In enostavno premalo imamo to zaveščeno danes, ker so nas obveznosti pojedle, če lahko tako rečem. Tako da vas zato zdaj majčkeno spodbujam, da si vseeno vzamete čas zase in za gibanje, ker telo je narejeno za gibanje in ne za sedenje ali pa ležanje, kakorkoli že. Če tudi ste zmatrani, dejte si vzeti tiste pol ure, uro na dan, pejte ven na zrak, čist drugačni boste prišli nazaj. Tako da vas res ful motiviram. Dejte saj probati to variacijo, pa mi potem napište ali v komentar, kjerkoli že, ali ste se potem bolj počutili ali ne, ko ste šli recimo športati za pol ure, za 1 uro. Tako da res je fajn, da si vsaj pol ure na dan vzamete in greste vsaj na sprehod. 2-krat, 3-krat na teden je super, da majčkeno poženete pumpo po domače, tako da se majčkeno preznojite. Potem pa je še tukaj sproščanje. Sproščanje je res dnevno, mora biti na urniku, z obzirom na to, kakšne urnike imamo, kakšen stres si v bistvu non-stop delamo s temi našimi urniki in vsemi naglicami in letenji iz enega na drugega in take stvari. Je res pomemben, da se sproščamo vsak ljubi dan. Dejte se sproščati z dihanjem. Sicer zdaj grem spet na tisti prvi vidik, dihanje, ampak eno z drugim itak gre vse skupaj. Zato vas pozivam, da dejte se sprostiti z dihanjem, če ne veste na kakšen način, osredotočite se sam na dihanje. Tako da tudi, če greste recimo v naravo, dejte še se osredotočiti zraven na dihanje, ko hodite recimo, se še osredotočajte na dihanje in imate 2 muhe na en mah, tako da če pa imate še vodo zraven, če povežemo zdaj vse 3 dejavnike, je pa še toliko boljše, in vse skupaj potem povežemo. V bistvu je vse povezano, jaz sem vam pač razdelila na 3, ker sem hotela vsakmu majčkeno več povedati, drugače pa itak gre eno z drugim v roki, tako da današnji
video je bil bolj namenjen motivaciji glede gibanja, koliko je gibanje pomembno, da se gibamo vsak dan, da v bistvu to prekrvavitev mišic, tkiv naredimo vsak dan, da enostavno tudi vzdržujemo, in to fleksibilnost mišice, kondicije v končni fazi, gibljivosti, tako da tudi to je zelo pomembna stvar, ki zamira, če se seveda zanemarimo. Zato je toliko bolj pomembno, da nekako začnete nazaj razmišljati o tem, da začnete razmišljati tudi o tem, da zdaj pa dost, zdaj sem pa jaz na vrst, in si enostavno ukradete svoj čas zase. Zelo pomembna stvar, ukrasti si ga moramo, ker enostavno smo tako ukalupljeni v te naše naglice, obveznosti in vse skupaj so nas tako začarali, da se sploh več v bistvu ne vidimo ven, in enostavno potem pač živimo kot eni roboti, in potem seveda pozabimo nase in na svoje telo, in pač dokler telo funkcionira, dokler nekako nas še prenaša, še gre, potem pa itak, ko pa ne zmore več, pa tako pol. Ali gremo v poslo, pa takrat pol razmislimo malo o tem, kaj bi spremenili, več se pa nam spuščalo, ker je bolj moj namen, da vas motiviram. Tako da dajte majčkeno o tem razmislite, urnik si nov napišite, naj bo noter, bom rekla, tudi gibanje, če tudi je samo, da greste na sprehod lepo v naravo, še toliko bolj imate svež zrak, se nadihate lepo, tako da zdaj, če imate kakšne vadbe, tudi super. Jaz imam vadbo Vitas Energy, tako da tudi tam predelujemo vse te stvari, od dihanja, stretchinga, sproščanja, pravilne drže, stopala, recimo zelo se ukvarjam s stopali, ker so zelo pomembna, veliko govorim tudi o stopalih, ker če pogledamo na stopala, non-stop držijo celotno težo in nas prenašajo. Koliko pa mi naredimo za njih, to bo pa vsak sam vedel zase, tako da je fajn, da tudi stopala dnevno strečitirate, da naredite par vajc, da jih sprostite, malce pomasirate, tudi ta self-care je ful pomemben, ki pa še tudi gibanju, tako da, ne vem, če gledate zvečer, karkoli pač gledate, dajte se še majčkeno pač spomniti, mogoče, da malce pomasirate, bom rekla, stopala. Vam bojo zelo hvaležna, tudi drugače se boste počutili, manj utrujene noge boste imeli, in te stvari, tako da dajte tudi na te stvari majčkeno pogledati, ker se mi zdi, da zelo zanemarjamo stopala. Bom še na to temo še kaj dodatnega posnela, tako da evo, današnji namen je odkljukan, tako da pejte majčkeno še pogledati, koliko imate gibanja v vašem življenju, na programu, a je to samo za vikend, a je to vsak dan, ali je parkrat na teden, probajte ga res dati na urnik vsak dan pol urce. Pol urce ni neki ne vem kaj, tako da dajte si privoščiti to in potem samo zaznavajte počutje. Koliko se boljš počutite, koliko se ne boljš počutite, in lahko mi tudi malo napišete na info@levitas.si. Bom zelo vesela vaših feedbackov, tako da jaz vam želim vse dobro, pazite nase, poglejte majčkeno nase, bom rekla, delajte majčkeno na sebi, na vseh teh 3 dejavnikih, ki smo jih našteli, torej dihanje, zrak, kisik, potem voda in pa gibanje, tako da vse skupaj itak gre eno z drugim, tako da je vse skupaj potem eno, zato majčkeno pazite, poskusite tudi
te 3 stvari mečkan bolj zavestno implementirati v svoje življenje. Lepo se mejte, gibajte se, dihajte s celim telesom in pijte veliko, veliko, veliko sveže vode. Se kmalu zopet oglasim. Vita živa.